Prvo junijsko soboto je bila Ljubljana že četrtič v znamenju Pomurja. Tokrat tudi Prlekije in Podravja. Na osrednji tržnici na Pogačarjevem trgu v Ljubljani je zadišalo po kulinaričnih dobrotah pokrajin, že od jutrnih ur pa so stolnice obiskovalcem ponujale številne informacije o turistični ponudbi in odlično kulinarično ponudbo. O dogodku doživite v Pomurju, Podravju in Prlekiji Sonja Bili, direktorica TIC-a Moravske Toplice. Tako kot vsako leto se je TIC tudi letos udeležil skupne promocije regije Pomurje tukaj na Pogačarjevem trgu v Ljubljani. Prijazno vabimo k nam v Pomurje na destinacijo Moravske Toplice, znano po čarno-termomineralni vodi, po pohodnih poteh, kolesarskih poteh, po čudoviti kulinariki, tako da prijazno vabljeni tako lokalno prebivalstvo kot turisti, ki se trenutno nahajajo tukaj v središču. Pravo dodano vrednost pa sami destinaciji in celotni regiji dajo prav naši lokalni ponudniki in spoštujemo in cenimo to dodano vrednost. In danes, kot ste omenili, se predstavljamo tukaj z bučnim oljem in seveda z vsem promocijskim materialom. Stolnice TIC-a Moravske Toplice nas je pot vodila do stolnice kmetije in sadjarstva Ficko k Brigiti Čufar. Mi smo na Pogačarju zelo radi, tudi poznajo nas že tukaj, smo ena mala stalnica, tako da ko se pojavimo tukaj, moram priznati, da se počutim kot doma. Na stolnici kmetije Ficko je bila pestra izbira. Mi smo v bistvu kmetija, katera se pač ukvarja z pridelavo in predelavo. Malo smo posebni na ta način, kajti mi sadja ne prodajamo, ampak ga predelamo v končne produkte, kar pa da seveda našim produktom eno dodano vrednost, tako da smo veseli, da je tako. Osebni stiki so vsekakor bolj pomembni kot zgolj fotografije in splet. Korona nam je prinesla nekaj dobrega v tem smislu, da so prišli ljudje, se pravi iz prestolnice k nam, recimo ne samo k nam, ampak nasplošno na Prekmurje, na Goričko, in so v bistvu spoznali, da v bistvu je ne samo to, da smo dobri ljudje, ampak da imamo tudi odlične produkte in da je vredno priti k nam na Prekmurje, se pravi, in da potem tudi, ko se mi pojavimo tukaj v prestolnici, smo za njih dobrodošli. Stojnico Razvojnega zavoda Pucanci je predstavila Ksenija Flegar, vodja zavoda. Če želimo, da v bistvu gostje, obiskovalci, turisti in navsezadnje tudi gurmani pridejo v naše kraje, potem je zagotovo pomembno, da se tudi mi predstavimo in kje drugje kot v osrčju Slovenije, torej v Ljubljani. Tovrstne prireditve so izjemno dobrodošle, saj nekako tudi nekomu, ki morda nima v prvem planu priti v naše kraje, v prečudovito Pomurje, to približamo na nek nevsiljiv, zelo lep, sproščen, kulturen način. In moram reči, da sicer se veliko ostavi tudi na stojnici živečih Prekmurcev, Pomurcev v Ljubljani, ampak tudi takih, ki pa recimo v Pomurju še niso bili. In to je idealna priložnost, da jih na ta način tudi vljudno povabimo, da pridejo in jih seveda seznanimo tudi, kaj vse Pomurje ponuja. Pogovarjati z, bom rekla, potencialnim obiskovalcem in potem v tekom razgovora tudi vidiš, kaj je tisto, kar ga zanima. In za tistim potem ga tudi lahko nagovoriš. Turistično društvo občine Markovci, torej iz Podravja, je podrobneje predstavil Franc Brodnjak. Ja, mislim, da tako lokalno sodelovanje in pa sosednja, bom rekel, spodbujanje je zelo pomembno, da se med sabo sosednje občine pa tudi regije med sabo povezujejo in se na takih dogodkih, ko je tale, predstavljajo. Mi se z občino Markovci, s turističnim društvom, sedaj že drugič predstavljamo tukaj. Po prvem smo bili zelo zadovoljni, predstavimo malo naše kulinarike, malo kulturnih dejavnosti. V občini so 4200 prebivalci, imamo 41 društev, tako da smo tudi zelo veseli, če nas kdo kam povabi in pa seveda, če kdo k nam pride. Na stojnici lahko predstaviš tudi prospekte in podobne zadeve, lahko predstaviš turistično ponudbo. Konec koncev je ena naloga turističnega društva, da spodbuja turizem ne samo v lokalnem okolju, pač pa da tudi na zunaj prikažemo to in pa z veseljem povabimo ljudi v naše kraje.
Krajinski park Goričko je na Pogačarjevem trgu zastopala Marina Horvat. Krajinski park se ponaša z največjim gradom na Slovenskem, park pa meji na Avstrijo in Madžarsko, kar je še poseben čar. Res je, zato pa smo tudi danes tule v središču Ljubljane, da predstavimo našo ponudbo celotnega območja. Pred sabo smo vzeli promocijski material, skratka turistične karte, kjer ponujamo znamenitosti, naravne, kulturne znamenitosti, tematske poti, nastanitvene kapacitete in skratka vse, kar se dogaja na območju Goričkega, da lahko pridejo, nas obiščejo in to tudi v živo doživijo. Smo tik ob tromeji Slovenija, Avstrija, Madžarska, samo 12 km do mejnega kamna, kjer je tudi speljana gozdna učna pot, katero tudi promoviramo, skratka, in ne samo naš slovenski del, ampak obiskovalce pošiljamo tudi čez mejo v sosednjo Avstrijo in tudi na Madžarsko. Na predstavitvi ni manjkal tudi Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota. Meta Pavlič. Vsako leto več ponujamo. Mi smo prišli predstaviti naše srce Pomurja, našo Mursko Soboto, zeleno Mursko Soboto, prijazno Mursko Soboto in seveda vabimo vse Slovence izven, da nas pridejo, obiščajo in to spoznajo. Murska Sobota z okolico ponuja veliko izbiro za vsak okus. Res veliko zanimivosti, veliko možnosti za kolesarjenje, pohodništvo. Lansko leto smo dobili bronasti naziv Zeleno mesto in seveda to s pridom izkoriščamo in ponujamo tudi trajnostni turizem. Tako da, ja, Expano je velika pridobitna točka, ogromno se tam dogaja, primerno za družine, starejše, da pridejo poleti malo, da se razgibajo, celo malo pokopajo, obiščajo naš muzej, virtualno poletijo z balonom, potem seveda tudi dvorec Rakičan. Za ljubitelje konj je zelo primerno, kajti tam imajo tudi konjušnico in seveda tudi kot dvorec zelo zanimiv za pogledati. Ne smem pa pozabiti na naš grad Murska Sobota, ki predstavlja seveda tudi Pomurski muzej in v njem zbirko, da obiskovalci spoznajo življenje ljudi v Muri. Tisa Kučan-Lah je predstavila zeliščno kmetijo Vidobreg iz Fokovec. Ja, torej domačija Vidobreg je vila, ki že kar nekaj časa stoji na bregi v Fokovcih in je bila zdaj prenovljena. Na njej zgrajen velik zeliščni vrt in tam zdaj pridelujemo svoje zelišča, iz katerih pridobivamo potem najrazličnejše izdelke, naprimer čaje, sokove oziroma sirope, razne zeliščne soli, hidrolate, eterična olja. Odpravili smo se tudi v podzemlje s pomočjo vulkanije in olja, ki jo je opisala Daniela Krpič. Naš krtek olje je maskota doživljajskega parka Vulkanija in on vas že nasmejan sprejme pred Vulkanijo, potem pa vas skozi celo vulkansko podzemeljsko pot spremlja in navdušuje, tako da je pot zelo poučna, zabavna in doživeta. Vulkanija ima vodene oglede, tale doživljajski del traja 1 uro, ki bo minila, kot bi trenil. Potem pa je zraven še geološki muzej, kjer pa spoznate tudi naš mineral olivin, ki ga v Sloveniji najdemo edino pri gradu na Goričkem v vulkanski kamnini. Za muzej pa si lahko vzamete kakšne pol ure časa in si ga tudi samostojno ogledate. Eden najbolj značilnih izdelkov Pomurja je olje. Doživeti Pomurje brez bučnega olja skoraj ne gre. Podrobneje smo se pozanimali na stojnici oljarne Štesl. Predstavljamo oljarno Štesl. Tako kot ste rekli, ukvarjamo se s pridelavo bučnega olja, prav tako zraven proizvajamo tudi oziroma predelujemo, stiskamo orehovo olje. Ni pa to naša edina dejavnost, zasajen imamo tudi nasad viljamovk, tako da imamo tudi žganjarno, pridelujemo razne likerje, kot so bučni liker, višnjev liker, jurkin liker, glavna pa je viljamovka. Skupno vsem, ki so predstavljali Pomurje, Prlekijo in Podravje, v Ljubljani je vabilo na izlet ali počitnice, kajti na tem koncu čas teče malce počasneje. Pričakali vas bodo prijazni, topli in gostoljubni gostitelji z res pisano paleto možnosti, kjer bo prav gotovo našel vsak nekaj zase.